Tema današnje novinarske konference je predstavitev in promocija standarda izvajalcev računovodskih storitev, medijem in s tem tudi širši poslovni javnosti. Predstavili vam bomo razloge, zaradi katerih se je pojavila potreba po tovrstnem standardu v računovodski dejavnosti. Spregovorili bomo o prednostih, ki jih standard prinaša različnim deležnikom in pa predstavili vpeljavo standarda v prakso. Dovolite, da vam predstavim današnje govorce. Na moji levi gospod Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov, poleg njega gospod Neven Škrokov, član upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov, na moji desni magistra Mojca Kunšek, direktorica AJPES-a in pa gospa Tamara Železnik-Kohek, direktorica poslovnega sektorja za mala podjetja v NLB d.d. Danes so z nami tudi nagrajenci izbora naj računovodski servis v organizaciji Zbornice računovodskih servisov iz leta 2014, iz kategorije veliki gospa Marija Tomc-Muc iz Biro Bonus d.o.o. iz Ljubljane in pa gospa Mirjam Trdan iz Dafin d.o.o. kategorija srednji iz Ribnice. S standardom ozaveščamo javnost o pomenu kakovostnega izvajalca računovodskih storitev. Gospod Aleksander Štefanec, predsednik naše zbornice, prosim, da nam predstavite, zakaj Slovenija potrebuje tovrsten standard. Standard izvajalcev računovodskih storitev potrebujemo, ker menimo, da je ta dejavnost preveč pomembna za podjetja in za poslovno okolje, da bi jo lahko upravljal kdorkoli. Se pravi, brez strokovne izobrazbe, brez potrebnih poslovnih prostorov, brez recimo licencirane programske opreme, z velikim neznanjem in z veliko nestrokovnostjo pri upravljanju svojih storitev. Eden izmed razlogov, zakaj smo pristopili k izdelavi tega standarda, je tudi na osnovi anket in analiz, ki smo jih naredili, podatek, da je stopnja izobraževanja računovodij v Sloveniji pod evropskim povprečjem. Evropsko povprečje je nekje okoli 35 ur na zaposlenega na leto. Trenutno v Sloveniji dosegamo 15 ur na izvajalca, se pravi na podjetje, v katerem so zaposleni tile računovodje. Naslednje, kar je pomembno tudi, da je podjetnik, ki naroča svoje storitve pri izvajalcu računovodskih storitev, odgovoren za letna poročila, ki jih je dolžan oddati pristojnim organizacijam. Res, da je tudi računovodja odgovoren za verodostojnost podatkov v teh letnih poročilih, vendar je primarna odgovornost na poslovodju oziroma direktorju. Vemo tudi, da je tekom let v Sloveniji več podjetij moralo prenehati poslovati zaradi slabega računovodenja in zaradi slabih računovodskih nasvetov, če jim tako lahko rečemo. Na osnovi analize oziroma ankete, ki smo jo naredili leta 2013 in podatkov, ki so bili dovolj reprezentativni, se pravi, da smo dobili 1397 odgovorov pravnih oseb, smo dobili podatek, da 78 oziroma slabih 80% vprašanih podjetnikov se strinja s tem, da je potrebno trg urediti. Kako smo pristopili k temu? Zbornica računovodskih servisov se že nekje od leta 2003 naprej trudi urediti dejavnost računovodenja. Poskušali smo z razgovori na Ministrstvu za finance in na Ministrstvu za gospodarstvo, vendar nam lahko rečemo niso dovolj prisluhnili oziroma niso imeli dovolj interesa, da bi se to uredilo z zakonodajo. Dejstvo je tudi, da se v zadnjem času stopnja regulacije zmanjšala na vseh področjih, tudi v Evropski skupnosti, vendar pa so tiste države, ki so že predhodno imele regulirane te poklice in dejavnost to regulacijo ohranile. Poskušali smo z primeri zakona, kot je to urejeno v nam
bližnjim oziroma gospodarsko bližnjim državam, na osnovi katerih tudi uporabljamo recimo zakon o gospodarskih družbah, kot sta Avstrija in Nemčija, ker imajo to regulacijo zelo močno v obliki reguliranih poklicev, kdo lahko kakšno delo upravlja, vendar, kot že prej povedano, nam ni uspelo. Od naših skandinavskih kolegov, ki smo jih spoznali v organizaciji EFA, katere članica je tudi naša zbornica, smo pridobili informacije, da so se tudi oni ukvarjali z podobnimi težavami in so našli skupno rešitev z uvedbo standarda. Pridobili smo standard iz Švedske in Norveške, jih predelali, prebrali, ugotovili, na kakšnih osnovah so oni zapisali ta standard in naredili tudi naš slovenski. V tem slovenskem standardu so vključeni recimo temu orodja, ki smo jih v zbornici računovodskih servisov tekom teh let že naredili za naše člane. Predvsem prenovljen kodeks zbornice računovodskih servisov, vključili smo sistemizacijo delovnih mest v izvajalcu računovodskih storitev, vključili smo primopredajni zapisnik, katerega se člani zbornice morajo držati pri predaji poslovne dokumentacije ob zamenjavi izvajalca. Vključili smo pa tudi seznam opravil, ki jih računovodski servis mora delati oziroma upravljati za svojega naročnika. No, dejstvo je, kot je že kolega predsednik navedel, samo zakonsko regulativo bomo težko uredili ta trg, zato smo seveda pristopili k izdelavi standarda, ki ni praktično nič drugega kot zapis nekih pravil, kako in na kakšen način ne bi povprečen, bomo rekli, računovodski servis v Sloveniji sploh izvajal svoje storitve, da bo naročnik na varni strani. Nekje ideja se je začela oblikovati junija 2013, ko smo nekako zapisali prva ta pravila znotraj našega upravnega odbora, naše zbornice in seveda predstavili leta 2013 v oktobru v Laškem, kjer imamo vsakoletni zbor članov, tudi osnutek tega novega standarda. Moram reči, da odziv naših članov je bil odličen. Seveda vsi si želimo na nek način urediti trg in sicer urediti trg na takšen način, da bo za naročnike, bom rekel, varen in da bojo podatki kredibilni za zunanje uporabnike. Po predstavitvi tega osnutka smo seveda ta standard predstavili, to delovno verzijo, tudi vsem pomembnejšim deležnikom, ki so v Sloveniji, torej predvsem AJPES-u kot zbiratelju vseh letnih poročil in ki podaja informacije zunanjim uporabnikom. Predstavili smo tudi na finančni upravi, ne nazadnje računovodski servisi obdelujejo ogromno število poslovnih subjektov, kar boste tudi v nadaljevanju malo v statistiki videli. Najbolj smo pa zadovoljni, da so našo idejo zelo podprli v bankah, v Združenju bank, tudi v Banki Slovenije. Namreč gre za to, da si vsi ti uporabniki, ki kakorkoli dostopajo do teh podatkov, do letnih poročil, do bilanc, do bonitet podjetij, seveda stremijo k temu, da so ti podatki čim bolj pošteni, verodostojni in kredibilni. Moramo vedeti, da glavnina poslovnih subjektov v Sloveniji predstavljajo mali in mikrosubjekti, ki seveda niso zavezani kakršnikolim revizijam in so praktično računovodje tisti edini, ki kakorkoli bdijo nad bom rekel, zajem teh poslovnih dogodkov, obdelavo in tudi v končni fazi nad izdelavo vseh teh letnih poročil. No in na oktobra 2014, ko smo imeli zopet v Laškem zbor članov, je upravni odbor tudi potrdil ta standard, ki ima veljavnost začetek, torej veljavnosti s 1.1.2015, ko je tudi uradno v veljavi. Kaj ta standard je? Na kratko, kot sem že sam v začetku omenil, ni nič drugega kot nek zapis nekih pravil igre, ki pa dejansko ni v osnovi samo namenjen, bom rekel, nekemu strokovnemu izvajanju,
Seveda smo v samem standardu popisali vse tiste aktivnosti, ki naj bi jih posamezni izvajalec računovodskih storitev izvajal v smislu strokovnih del, to se pravi knjigovodenja, nadziranja, analiziranja, preračunavanja in vseh teh stvari, ki jih sodobna literatura obravnava. V samem standardu smo se pa prvič lotili tudi tistih stvari, ki ugotavljamo, da so v praksi hudo podhranjene. To so pa predvsem kadri, delovno okolje in pa seveda nek strukturiran način sodelovanja z naročniki. Moramo vedeti, da povprečni računovodski servis zaposluje praktično zelo malo ljudi. To je cirka 2,5 v povprečju, kar pomeni, da je želja naša, da se dvigne nivo izobrazbene strukture v računovodskem servisu. To se seveda izvede skozi dodatna izobraževanja, zato tudi stremimo k temu, da se na nek način verificirajo ta izobraževanja in da se jih tudi koncem leta nekako poroča vsem tistim, ki ta standard, ki so pristopili k temu standardu, koliko dejansko ur nekega izobraževanja se je izvedlo. Želimo tudi, da so poslovni prostori primerni. Mi vemo, da je danes ogromno računovodskih servisov, ki imajo tako imenovane popoldanske obrti ali ki nimajo praktično nobenega zaposlenega. Storitve se izvajajo v kuhinjah, v delovnih sobah, to se nam ne zdi primerno. Ne zdi se nam primerno v odnosu do naročnika. Namreč moramo vedeti, da podatki, ki jih podjetnik koncem leta, bom rekel, dobi od računovodskega servisa, so zelo pomembni tako za banke, za izračun bonitet in tako dalje. In seveda, če so ti podatki zajeti, kot so pač zajeti v poslovne knjige, se škoda potencialno dela predvsem naročniku. Zato bi si želeli, da je tudi delovno okolje primerno, to se pravi, da so programi licencirani, da je neka sodobna informacijska tehnologija. Danes vemo, da je sploh poudarek na informacijski tehnologiji zelo velik. In pa ne nazadnje, da je tudi to strukturirano sodelovanje z naročnikom temelji na neki urejeni medsebojni pogodbi, da ima subjekt, ki izvaja računovodske storitve, tudi z ostalimi zunanjimi sodelavci neke urejene pogodbene statuse, tudi ukolikor najema zunanje sodelavce z področja davkov, z področja financ. Ne nazadnje, da je cena primerna, ogromno je dumpinga v Sloveniji, ogromno je ponudb, ki nimajo neke, bom rekel, teoretične osnove za pokrivanje vsaj lastne cene, če že nekaj drugega. In pa v zadnjem času opažamo ogromno pomanjkljivosti pri prehajanju, bom rekel, podjetnika iz enega računovodskega servisa k drugemu. Namreč, tukaj se srečujemo predvsem z izredno slabimi primopredajnimi zapisniki, nepopolnimi dokumentacijami, napačno vnešenih knjižb v bilance podjetnika. Skratka, ogromno problemov, o katerem praktično naročnik niti ne ve, niti je seznanjen, niti praktično ni mogel vplivati na te stvari, ker seveda komunikacija in informacije, ki mu jih ta računovodski servis podaja, so praktično nične, če gledamo, kdo vse v Sloveniji lahko počne in izvaja te računovodske storitve. Zato je nastal ta standard. Kakšni so cilji standarda, pogoji, mogoče naprej predajam besedo predsedniku. Predvsem je osnovni cilj, ali bolje rečeno osnovni temelj, katerega hočemo doseči, je ureditev dejavnosti v obliki samoregulacije. V Sloveniji približno 75% vseh pravnih subjektov se poslužuje storitev izvajalcev računovodskih oziroma računovodske dejavnosti. Trenutno je v Sloveniji registriranih 4800 pravnih oseb po naši klasifikaciji dejavnosti, se pravi računovodske dejavnosti. To predstavlja nekje okoli 3% vseh poslovnih subjektov. Od teh 4800 je 55% takih, ki nimajo nič zaposlenih, oziroma 70% takih, ki imajo nič do enega zaposlenega. Se pravi, je 70% vseh letnih poročil, ki so narejena in oddana, bilo narejenih v računovodskih servisih, ker je to delal eden ali
nobeden, recimo, uradno zaposlen. Se pravi, tu moramo upoštevati, da so samostojni podjetniki tisti, ki niso zaposleni in pač spadajo v kategorijo ni zaposlenih. Po primerjavah z sorodnimi državami je nekje število, ki je še znosno in ki je razumljivo, nekje okoli 1500 pravnih subjektov, ki upravljajo računovodske storitve na količino poslovnih subjektov, ki so. Zavedati se moramo, da je naročnik tisti, ki sklene z izvajalcem računovodskih storitev neko pogodbo. S to pogodbo se pravi prenese obveznosti, ki jih mora tale izvajalec izvajati. Težko je pričakovati, da je nekdo lahko prisoten vseh 8 ur, vse dni na svojem delovnem mestu v celem letu, da ne bo nikoli zbolel, oziroma kar je še najhujše, da ne bo nikoli šel na kakšno dodatno izobraževanje. Tisti računovodski servis, ki ima enega ali pa nobenega zaposlenega, oziroma kjer samo opravlja to svoje dejavnosti, pomeni za njega en dan izobraževanja, en dan izgubljen v njegovem podjetju. S tem z našim standardom hočemo dvigniti večjo strokovnost, kar se potem bo odražalo na večji zaščiti podjetnikov. Zavedati se moramo, da je podjetnik oziroma naročnik v pogodbi oziroma v odnosu z izvajalcem računovodskih storitev podrejena stranka, zaradi tega, ker on nima dovolj dobrega znanja oziroma ne more spremljati vseh podatkov, ki mu jih računovodski servis ali obdela ali predstavi na mogoče nerazumljiv način. S tem, ko bo dobil bolj zanesljive podatke, se bo povečala tudi njegova kredibilnost v odnosu do ostalih poslovnih partnerjev in v odnosu tudi do poslovnih bank, ki ga bodo drugače lahko obravnavali oziroma drugače tudi upoštevali njegove želje. To je predvsem pomembno v takšnih časih, v katerih se poslovni subjekti nahajajo trenutno v Republiki Sloveniji. S tem bo dobil bolj verodostojne bilance. Se pravi, kot nam je znano, oziroma kot smo dobivali podatke tudi že od prejšnje direktorice Ajpesa, se je dogajalo tudi, da so bile oddane bilance za več let z enakimi podatki, ki so jih oddajali ali računovodski servisi z premalo strokovnega znanja oziroma celo podjetniki sami. Kar nas vse privede do tega, da bo zadovoljno tudi širše poslovno okolje, tukaj pa predvsem mislimo na Ajpes, na finančno upravo, na poslovne banke in na ostale poslovne subjekte, ki so poslovni partnerji teh naših naročnikov. Kot veste, je Ajpes res tista institucija, ki že leta zbira računovodske izkaze in tudi omogoča potem tudi dostop do teh podatkov v okviru javne objave. Pri tem seveda moram povedati tudi to, da Ajpes z leti vse bolj tudi postaja registrski organ, da pravzaprav na svojih točkah pokriva več kot polovico registrskih postopkov, kar pomeni, da vsi ti poslovni subjekti, ki ustanavljajo in se lotevajo, poslovanja, prvo naletijo na nas, oziroma na samo registracijo, in pri tem je seveda pomembno, da je tudi naše sodelovanje z Zbornico računovodskih servisov ustrezno, in da tudi že tam dobijo neke usmeritve, ki je pravzaprav poiskati, računovodski servis. Samo poslovanje Ajpesa deluje v skladu oziroma poslanstvo Ajpesa je pravzaprav na enem mestu zbirati verodostojne informacije o poslovanju poslovnih subjektov, zagotavljanje transparentnosti mikro- in makrodružbenega okolja in pri tem zagotavljati visoko kakovost in učinkovitost teh podatkov. Kot vidite iz tega, kar je pravzaprav poslanstvo Ajpes, so tudi cilji standarda. Pravzaprav vsi se zavzemamo za transparentno poslovno okolje, vsi se zavzemamo za verodostojne bilance, verodostojne računovodske izkaze, pri čemer seveda na Ajpesu sledimo tudi temu, da je dostop oziroma nabor izbiranje teh računovodskih izkazov čim bolj enostavno, da pri čemer dosegamo več kot 70% teh letnih
računovodskih izkazov je že elektronsko podpisanih, da pravzaprav v bistvu teh 94% gospodarskih subjektov predstavljajo mikrodružbe, kjer je zopet problem, kdo sestavi te računovodske izkaze, kar pomeni, da je glavni smisel tega, da so ti računovodski izkazi čim bolj verodostojni. Tako kot je gospod Štefanec povedal, je pravzaprav dejansko vse sorte, bom rekla, pri teh oddajah naletimo, seveda pa želimo tudi čim bolj pokriti celotni prostor, kar pomeni, da zagotovimo dejansko transparentnost, čeprav moram reči, da 95% poslovnih subjektov vendarle odda letno poročilo, vendar mi nismo s tem zadovoljni, ker vemo, da ti računovodski izkazi so lahko zelo dvomljivega porekla. Glede na to, da pozdravljamo ta standard, ki nekako tudi sledi našim ciljem, smo pravzaprav ta standard podprli že v lanskem letu. Zbornico računovodskih servisov se tudi dogovarjamo, da bomo v aplikacijo za oddajo letnih poročil tudi dodali neko posebno, bom rekla, alinejo, da se opredeli, ali je tisti računovodja, ki je oddal, oziroma računovodski servis, ki je oddal podatke, tudi imetnik tega standarda ali ne, ker s tem enostavno bomo vsi skupaj, bom rekla, bolj verodostojen prikaz imeli, kaj imamo, a ne, in bomo dejansko bolj z roko v roki tudi delovali. Pri nas, kot nekje največji banki, imamo tudi največje število malih in pa mikropodjetij. V sami banki, kot veste, v preteklosti je potekala reorganizacija, kjer smo tudi ločili po segmentih, se pravi na velika, srednje velika in pa mala podjetja. Glede na številčnost teh malih podjetij, glede na to, da vemo, da jih je čezdalje več, pa potrebujemo za odobritev določenih naložb tudi verodostojne računovodske izkaze. Seveda smo z veseljem pristopili k temu projektu. Zakaj? Če hočemo biti hitri, če hočemo biti učinkoviti, potrebujemo tudi podatke, na osnovi katerih lahko naložbe odobravamo. Žal, danes temu ni tako. Nekateri računovodski servisi so preverjeni in so zelo dobri, pri nekaterih pa žal se nam dogaja, da dobimo kar bilanco stanja, ki je enostavno prečrtana. Podjetnik nima nobenega denarja na svojem računu, podjetnik nima obračunanih plač in tako dalje in tako dalje. Moram reči, da več je dobrih primerov kot pa slabih, vendar pa se moramo zavedati, da banke lahko odobravajo naložbe le na osnovi nekih preteklih računovodskih izkazov, seveda pod pogojem, da je urejen tudi nadaljnji denarni tok. Vidimo tudi, da primanjkuje znanja, kako narediti denarni tok, da bi lahko podjetje prepričala banko, da se spusti v neko investicijo ali pa v kakršnikoli kratkoročni kredit. Kako nam bo pomagal ta standard? Definitivno hočemo ločiti računovodske servise, ki imajo znanja, ki bojo svetovala podjetnikom, ravno tako je ta svetovalna funkcija tudi naloga banke. Radi bi se še bolj povezali s posameznimi računovodskimi servisi in pa nekako skupaj pomagali malemu gospodarstvu, da lahko pridejo do nekih investicij ali pa do obratnega kapitala. Seveda je naslednji korak pridobitev potrdila, ki se ga podeli izvajalcu računovodskih storitev. Tukaj smo pristopili z pozitivnim načelom, se pravi izjavo, da upošteva določila standarda, lahko podpiše vsak računovodski servis oziroma izvajalec računovodskih storitev, ki zadošča osnovnim pogojem. Osnovni pogoji so pa tile, da redno zaposluje vsaj eno osebo z potrdili bodisi strokovnega vodja računovodskega servisa, vodje računovodskega servisa, preizkušenega računovodja oziroma Chartered Certified Accountant. Tu je potrebno poudariti tudi, da tale seznam teh potrdil ni zaključen. Se pravi, upravni odbor zbornice računovodskih servisov obravnava vsako vlogo
oziroma bo obravnaval kakršnokoli vlogo, ki jo bodo podali izvajalci, ki bodo imeli zaposleno osebo z približno enako strokovno usposobljeno osebo. Seveda se pregleda, kakšen je obseg tega znanja in na osnovi tega se potem določi, ali to ustreza ali ne. Naslednji pogoj, ki ga mora zadoščati tak računovodski servis, je zavarovanje poklicne odgovornosti. Tukaj predvsem težimo k temu, da so računovodski servisi zavarovani ne zaradi tega, da bi delali napake, ampak zaradi tega, ker vemo, da smo ljudje in da mogoče pa v kakšnem trenutku določen računovodja ne prepozna, da je mogoče napačno zavedel kakšen podatek in iz tega lahko sledi tudi potem morebitna globa, ki jo dobi njegov naročnik. Podaljšanje potrdila o skladnosti ta potrdila se podaljšujejo nekako avtomatično iz leta v leto, le da mora tale izvajalec računovodskih storitev vsako leto predložiti polico o zavarovanju poklicne odgovornosti in dokazilo o izobraževanju. Zbornica računovodskih servisov na svoji spletni strani vodi seznam izdanih in veljavnih potrdil, ki jih je trenutno 67, se pravi, da je 67 poslovnih subjektov pristopilo in podpisalo izjave o skladnosti. Vsake morebitne kršitve oziroma neizpolnjevanje določil tega standarda se bo sankcioniralo za tem, da se bo potrdilo preklicalo. O tem preklicu pa bo odločala neodvisna strokovna komisija, ki bo imenovana strani upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov. Da bi zadoščali nekim osnovnim kriterijem verodostojnosti tega standarda, smo določili, da na začetku se bo izvajal redni letni nadzor, kjer bo pregledal vsaj 5% podpisnikov te izjave. Za leti, ko pričakujemo, da bo še več podpisnikov te izjave, pa lahko pričakujemo, da bo ta procent narastel, se pravi, da bo še večji nadzor nad temi našimi izvajalci računovodskih storitev. Naše podjetje Biro Bonus že tako in tako veliko naporov in veliko svojih resursov vlaga v izobraževanje, v zagotavljanje primerne informacijske opreme, v komunikacijo z našimi strankami preko raznih brezpapirnih elektronskih poti. Tako da smo pozdravili to potezo Zbornice računovodskih servisov. Menimo, da je na trgu potrebna kakršnakoli dejavnost, ki bi podjetnikom omogočila, da bi v vsej tej množici 4800 računovodskih servisov prepoznali tiste, ki delajo dobro, ki se trudijo za dobro tako države kot financerjev in seveda predvsem za dobro svojih strank. Tako da pač podpiramo take dejavnosti. Menimo, da vsi tisti računovodski servisi, ki vlagajo v izobraževanja, ki vlagajo v informacijsko tehnologijo vase, v svoja znanja, ne predstavljajo grožnje stroki, ne predstavljajo grožnje nam, so zdrava konkurenca in zaradi tega smo pač njihovi kolegi. Trg pa dejansko potrebuje na nek način nek mehanizem, ki bi ločil kvalitetne in dobre od tistih, ki morda to niso.